Torej, tako kot je Božidar rekel, da je on edina ovira pred pavzo, sem jaz edina ovira, verjetno, da pavza ne more biti daljša. Kljub vsemu upam, da imate res, tako kot je Tanja rekla, kavo pred seboj in si z njo postrežete. Torej, poklicno in strokovno izobraževanje je v tem obdobju postavljeno pred številne izzive. Priča smo velikim spremembam na trgu dela, družbenim spremembam, eksplozivnem razvoju na biološkem področju. Smo v obdobju 4. industrijske revolucije. In posodabljanje strokovnih programov v šoli s težavo sledi hitrim tehnološkim spremembam. Torej, kakšna znanja potrebujejo mladi za trg dela v prihodnosti in kakšne kompetence mora imeti učitelj, da lahko mlade pripravi na ta trg dela? Vse to so vprašanja, na katera verjetno danes ne moremo odgovoriti, pa vendar zahtevajo temeljit razmislek. Dejstvo pa je, da način učenja in poučevanja, kot smo ga bili vajeni do sedaj, ne bo zdržal. Program Erasmus Plus nudi podporo izobraževalnim sistemom in vseh teh 7 letih je ves čas sledil trendom in podpiral tiste aktivnosti, ki lahko človeka čim bolj pripravijo na življenje v naši družbi in za trg dela. Torej, Erasmus Plus pomeni ukrepanje v sedanjosti za prihodnost. In eden izmed posebnih ciljev programa za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja je predvsem izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti, zlasti, da bodo ustrezale trgu dela, ki jih trg dela potrebuje, potem spodbujati okrepljeno sodelovanje med podjetji, med trgom dela in izobraževanjem in nenazadnje spodbujati krepitev odličnosti, kakovosti in internacionalizacijo na ravni izobraževalnih institucij. Torej, vsi te cilji, posebni cilji, so vam verjetno tistim, ki delujete na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja zelo znani, saj jih najdete tudi v vodniku za prijavitelje. Če se premaknemo na samo to obdobje 7 let in na področje poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki predstavlja enega od 4 izobraževalnih stebrov v sistemu, lahko rečemo, da je bilo programu v vseh teh 7 letih namenjenih 29 milijonov evrov. A smo dejansko s temi 29 milijoni evrov prispevali k uresničevanju prej naštetih ciljev? Smo, v veliki meri. Da bi dosegli te cilje, smo bili, oziroma predvsem ste bili zelo aktivni na 2 področjih, in sicer na projektih mobilnosti in projektih strateških partnerstev. Torej, ta številka 29 je namenjena za obe vrsti aktivnosti. Že Alenka je na začetku omenila, da je bil večji delež sredstev namenjen projektov mobilnosti, manjši delež pa projektom strateških partnerstev. In tudi v poklicnem je tako, torej 77% vseh 29 milijonov evrov je bilo namenjeno mobilnostim dijakov, ki so delovno prakso opravljali v tujini ali v podjetju ali pa v šolski delavnici. Mobilnost strokovnega osebja pa se je pojavljala v 2 oblikah. In sicer strokovno osebje je na mobilnost odhajalo kot spremljevalno osebje in vedno znova smo bili veseli, ko smo v končnih poročilih, v spremljanjih ugotovili, da te osebe niso šle v tujino zgolj z namenom spremljanja dijakov, vendar tudi z namenom lastnega učenja in usposabljanja. Torej, tisti prosti čas, ki so ga imeli, so dejansko namenili svojemu lastnemu profesionalnemu strokovnemu razvoju. Torej, druga aktivnost pa je aktivnost strateških partnerstev. Tukaj pa so sodelovale zelo različne organizacije, od šol, fakultet, društev, podjetij. Bistvena je bila tukaj vsebina, ki se je morala nanašati ali pa je morala naslavljati področje poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Če gremo na delež samih odobrenih projektov, torej vseh projektov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja smo prejeli 522 za obe akciji, mobilnost in strateška partnerstva. Od teh je bilo 252 odobrenih projektov mobilnosti in 28 strateških partnerstev. Tukaj bi rada poudarila tudi, da smo v letu 2014 na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja začeli z eno tako posebno akcijo listino kakovosti. Torej, tiste organizacije, ki so izkazale posebno kakovost v izvajanju preteklih mobilnosti in ki so izkazale neko strateško razmišljanje o tem, kako bodo izvajali mobilnosti v prihodnosti, kako bodo projekte integrirali v svoje redno delo, kako bodo uresničevali strateške in razvojne cilje same šole. Te organizacije so prejele listino kakovosti in po 7 letih imamo danes 11 organizacij z listino kakovosti, torej s tem znakom, ki dejansko je nek znak, tudi za nas mejnik, da lahko pogledamo, do katere točke dejansko organizacije lahko grejo. V vseh teh projektih strateških partnerstev in mobilnosti je bilo 10.402 učečih se mobilnih in pa 2.151 strokovnega osebja. Pri številki 10.402 bi se rada ustavila, kajti to so bili dijaki, ki so opravljali prakso v tujini. Zelo zanimiva je sama statistika. Zdaj, tale slika je vzeta iz Statističnega urada Republike Slovenije. Jaz sem noter potem označila z puščicami pa tisto povprečje, ko so se dijaki in osebje, ko so odhajali v tujino. Torej, dijaki so v povprečju odhajali pri 17 letih in strokovno osebje nekje okoli 44. leta. Torej, nekje takrat, ko že imajo nekaj izkušenj, ko že imajo neko renome tudi v sami organizaciji. Me je pa prejle zmotil, ker sem tako na hitro pogledala to slikico in sem rekla, aha, pred prvo poroko, ampak ne, tukaj morate malo puščicam slediti, pa boste videli, da je prva poroka pred usposabljanjem osebja v tujini. Zdaj pa se premaknem na samo statistiko zanimivosti pri samih dijakih. Torej, povprečna starost dijaka, kot sem že omenila, je bila 17 let. Na prakso v tujino je odšlo več dijakinj kot dijakov, kar je zelo zanimivo, ker vemo, da v povprečju na srednje poklicne in strokovne šole odhaja več dijakov moškega spola. Ta dijakinja, stara 17 let, je bila na praksi v tujini 20 dni, prejela jezikovno podporo, odšla pa je ali v Španijo, Nemčijo ali Portugalsko. Torej, Španija je bila med najbolj priljubljenimi in v tem momentu bi se rada vsem res zahvalila in vsem poklon vsem koordinatorjem in učiteljem, ki ste zbrali toliko poguma in peljali v tujino na prakso dijake, ki velikokrat niso bili niti polnoletni in jih pustili v tujini za veliko časa, velikokrat jih je tam sprejel mentor iz organizacije, vi ste jih pustili, prišli nazaj v Slovenijo, bili z njimi skozi na vezi 24 ur na teden, kar mi tudi sami ste velikokrat poročali. Ni bilo vedno lahko. Veste, da ta 17 leta so tudi obdobja pubertete, pa vendar so vsi prišli nazaj zdravi, z veliko več znanja, izkušenj, ki jim bojo koristili v življenju. Tako da ste, bom rekla, v mojem srcu ste vsi ambasadorji mobilnosti dijakov, ker sama ne vem, če bi upala narediti ta korak, oziroma bi se mogla zelo dobro pripraviti.
Če gremo naprej na strokovno osebje, povprečna starost učitelja strokovnega predmeta, ki je odšel v tujino, je 44 let. V tujino je odšel ali z namenom opazovanja neke tuje prakse, kako se v tujini poučujejo nek strokovni predmet, ali pa se je udeležila nekega usposabljanja v podjetju in spremljala potek dela. Torej, tukaj je trajanje mobilnosti precej krajše kot pri dijakih, nekje v povprečju 6 dni. Najbolj priljubljene države pa so bile Španija, Finska, kar nas ni presenetilo, in Velika Britanija v veliki meri tudi zaradi jezika. In ko smo jih vprašali, koordinatorje, kaj je tista ključna točka ali pa kaj je tisti ključen element, na podlagi katerega izbirajo države, ne, to ni bilo podnebje, to ni bila kultura, ampak predvsem zanesljivi, odgovorni partnerji, ki pa so se ponavadi izkazali že v preteklih projektih, ker da pošlješ en razred ali pa pol razreda dijakov k enemu partnerju, tukaj mora biti res neko vzajemno zaupanje med partnerskimi organizacijami, da se vse dobro izteče. Veliko denarja, veliko milijonov in potem je vprašanje, kaj pa imamo od tega, kaj so rezultati. Alenka, Božidar in Urška so že pred menoj povedali, katere študije smo opravili, torej tele rezultate, učinke, ki vam jih bom predstavila, so podkrepljeni z samimi študijami. Predvsem gre pri dijakih, smo opazili, da gre za izboljšano motivacijo za stroko, torej za tisto branžo, ki so si jo izbrali. Začeli so se zavedati, da učenje jezika ni samo zato, da dobijo oceno, ampak tudi nečemu služi, in predvsem na področju poklicnega izobraževanja je to ključno, ker v poklicih, ki jih bodo upravljali, verjetno ne bodo mogli upravljati samo, bom rekla, v svojem vrtičku, vendar slej ko prej bojo naleteli tudi na tuj jezik, na tujino. Potem je tukaj samozavest, samostojnost, prilagodljivost, samoiniciativnost. En tak lep mail, ki je prišel po koroni, je bil od koordinatorke, ki je rekla, da se je izkazalo, da tisti dijaki, ki so bili prej vključeni v projekt mobilnosti, in tisti učitelji, ki so bili vključeni v projekte mednarodnega sodelovanja, da so bili veliko manj rigidni pri delu na daljavo. Torej, to delo na daljavo jim je bilo nekaj domačega. Tako da učinek, ta konkretni učinek se je res pokazal tudi med korono. Pri strokovnem osebju gre tukaj za digitalne kompetence. Več je bilo medpredmetnega sodelovanja. Urška je že omenila boljšo klimo v šoli, razumevanje tujih sistemov in še. Kaj pa so tisti učinki, ki pa dejansko presežejo raven šole in samega lokalnega okolja? Vsekakor smo ponosni na vas, da ste zaradi projektov mobilnosti izboljšali tudi izvedbo domačega PUD-a v domačih podjetjih. Praksa v tujini je postala del odprtega kurikula. Smo ena redkih držav, ki mobilnost v tujini priznava kot 100% opravljen PUD. Torej, ko dijaki pridejo iz tujine, jim ni potrebno ponovno opravljati praktično usposabljanje tudi v domačih podjetjih. Posodobili ste module. Zaradi projektov strateških partnerstev je prišlo do spremembe v načinu izvedbe poklicne mature. Okrepilo se je sodelovanje med šolami, podjetji. Eden izmed projektov, ki mi je zelo ostal v spominu in tudi v srcu, je bilo, da je projekt vzpostavil zaposlovanje oseb z lažjimi duševnimi motnjami. Pohvalimo se lahko tudi s prvim centrom poklicnih odličnosti. In nenazadnje internacionalizacija izobraževalnih institucij. Srednje poklicne in strokovne šole ste res tukaj nek paradni konj, da ste internacionalizacijo vpeljali v svoje redno delo šole. Torej, to ne gre več samo za projekte, ki jih opravlja projektna pisarna, ampak dejansko za način življenja v šoli, v katerega so tako ali drugače vključeno vso strokovno osebje. Zdaj za zaključek,
Meni je sam program Erasmus Plus in pred njim tudi Leonardo da Vinci sta mi veliko dala. Tukaj sem že kar nekaj let. Sam LinkedIn me je spomnil prejšnji teden, da poteka moje 12. leto. Moram reči, da sem na Cmepius prišla samo za 4 mesece na začetku daljnega leta 2008, ko sem si rekla, probala bom. Na Cmepius sem prišla iz tujine z 2 kovčkoma, in te 4 mesece, te 4 meseci so se razvlekli v 12 let. Prepričujete me vi s svojimi projekti, ko vidim, kaj dejansko Cmepius daje mladim iz socialno šibkejših družin, vam učiteljem, tudi sama sem po profesiji učiteljica. Tako da hvala vam, da ste z nami, in tudi hvala Cmepiusu, da me tudi po 4 mesecih obdržal še v dolga 12 leta.